Dobrodošli v novem video posnetku, z vami mini influencer Not Alex. To imam zdaj novo ime, mini influencer, tako kot me je slovensko bodalo na Instagram storiju, poklicu, tako da bom vzel kot kompliment. Za vse, ki se sprašujete, to ni drama, da se ga enkrat do konca rešim, na tak način, da nimam več povezave. V glavnem, Not Alex, zakaj pa potem ti to javno delaš, a tudi ti hočeš oglede? Ja, hočem oglede. Točno tako, priznam, hočem oglede. Zakaj delaš dramo? Mislim, če praviš, da ni drama, zakaj ga omenjaš, priznaj, da je za oglede. Isti, ki mi boste napisali taki komentarje, isti morate vedeti, da je slovensko bodalo mene začel pluvati prvi. Mene. Ne samo mene, začel je pluvati Ritter Čančarja, pa ga omenil na svojemu streamu. Pa mu Ritter Čančar nič ni naredil. Model mu je še hotel pomagati, model ga je pa napadel nazaj, ampak itak je vedel, da pač starejši je Ritter Čančar. Na koncu mu je samo odgovoril, Ritter, rad te imam. In to je to. Pa mu je Ritter napisal, kaj da fuck me spet omenjaš. Mene je pluvil na streamu, pa sem mu bil prijatelj. Sem ga imel za prijatelja, pa se je odločil me pluvati na streamu. Zakaj se me je odločil pluvati na streamu? Tako imenovanega prijatelja. On pravi, ja, cenim te, on mene ceni, ja. On mene ceni za vse, kar sem za njega naredil. On je meni v privatu napisal, seveda ne bom kazal private, ker zdi se mi zmeri kazanje privatov preveč za YouTube. Še enkrat ponavljam, to ni drama, jaz slovensko bodalo ne bom žalil. To ni žaljenje, to ni drama, to ni ne vem kaj. To je samo, da se počistam. In to je to. Še vedno mu želim veliko sreče v življenju, kljub temu, da je bil fake prijatelj. In on, ko bo ta video gledal, čez ene 5-6 let, ko bo malo dozorel, mi bo napisal na Instagram, imel si prav, Alex, bil sem slab prijatelj do tebe. Kaj se je zgodilo? Kako se je vse to začelo? Mislim, veliko prej je že bilo, veliko prej so se že dogajale zadeve, katere je on meni dokazoval, da mi sploh ni prijatelj. Ampak kako se je to zdaj začelo, da sem se jaz zdaj odločil delati video posnetek o mojemu fake prijatelju? Kot veste, vsi so imeli fake dramo, slovensko bodalo in Kaja Solo. In jaz kot streamer, jaz nisem, jaz sem youtuber, ker sem na YouTubu, ampak jaz sem streamer, jaz redko kdaj delam video posnetke, jaz streamam za svoje gledalce, jaz nimam ljudi, ki gledajo video posnetke, jaz imam ljudi, ki radi preživljajo svoje čase na live streamih, ko streamerji igramo igrce. Medtem to je pa razlika, medtem ko slovensko bodalo je youtuber. In še enkrat bom ponovil, to ni drama, jaz fantu zaželim največjo srečo v življenju in jaz upam, kljub temu mu želim vse najlepše, najboljše v življenju. Ne bom ga nikoli žalil, ker tudi on, mislim, ne vem, če me ni nikoli žalil, slišal sem drugače, takrat, ko so bile grupe slovensko bodalo, grupa slovensko bodalo, Lejca, Sparke in še mnogi drugi, slišal sem marsikaj, kaj je govoril. Pa zopet mi je bil prijatelj, pa zopet sem izignoriral, ker ja pač. Streamer sem, delal sem reakcijo na svojemu streamu. Drama med slovensko bodalo in Kajo Solo. Kaj je kaj tazga? Če grem jaz pogledat video od slovenske bodale in Kajo Solo, kaj se dogaja? Opazuje, da to delam, nisi pa vzel časa, da gre na live stream, klikant na moj stream, pa poslušati, kaj jaz govorim. Ja, veste, kaj je najbolj smešno? Da sem ga fucking 60 minut branil pred Kajo Solo. Sem se zavzel za njega, branil sem ga. Vzameš mobitel, odpreš Instagram. Alex, vidim, da delaš reakcijo. A mi sam poveš, kaj govoriš noter? Ne, on je vse najslabšo glavi vzel iz tega, ker sem jaz samo gledal na streamu, kaj se dogaja med njim in Kajo Solo. In ko je pržgal stream, on je mene začel pluvati. On je moj prijatelj, ceni me.
Kako ti mene lahko ceniš, če me pluvaš, ko sem ga kontaktiral na Instagramu zvečer tisto noč, napisal sem nekdaj ob 12, enih zjutraj, kaj jaz vem. Sem mu napisal, what the fuck, pač jaz spet pravim, ne bom kazal private, ker to se mi ne zdi primerno. Zakaj da fuck si me šel pluvat, če ti nisem nič naredil, samo reakcijo sem delal. Chill dude, vse je fake. Kao to, da se on jezi na mene na njegovem streamu, da je to kao fake zaradi hajpa. Zakaj bi ti mene plovil zaradi fake hajpa? Spet, prevelik ego, mu ni dopustil, da reče, veš kaj, sorry Alex, res pluvil sem te, ni brez namensko, pluvil sem te, čeprav mi nisi nad slabega naredil, oprosti, bil sem jezen. In to je to bi pravi prijatelj naredil. Ok, slovensko vodalo sem jaz poznal na Discordu. On je mene kontaktiral. To je rekel si, da ne boš kazal privatov, ampak jih kažeš. Ampak to ni nič kaj tazga, sploh nam pokazal. Sploh nič kaj tazga nam pokazal, da bi jaz zdaj kazal. Sam pač ko, da vidite, kdaj se je vse začelo, kdaj sva se jaz pa on spoznala. Jaz pa on sva se spoznala 1.5.2020, ko je on mene kontaktiral, v času, ko sem jaz imel dramo z Nik Deličem. Takrat, ko sem jaz se kregal z Nik Deličem, takrat je on mene kontaktiral, a lahko razložiš, kaj je, pa klical me, a lahko razložiš, kaj je bilo glede diss tracka, ko sem ga naredil na Nika in tako dalje. Zdaj veste, in to je edino, kar sem pokazal, sploh nič kaj tazga nisem pokazal. Viseli smo vsako noč po 4 ure na Discordu, vsako noč smo viseli po 4 ure, pa včasih tudi po cele dneve po Discordih se cele noči pogovarjali. Na začetku, priznam, je bil ful dober prijatelj, ful dober, na začetku, dokler je imel malo subscriberjev, je bil dober prijatelj. Kdaj sem jaz že vedel, da je on moj fake prijatelj, ko sem ga prvič vprašal slovensko bodalo, dej, to pa to imam, a lahko imam idejo, imam ena ideja, lahko narediva video. Ja, veš, bom videl, če imam čas, pa ti sporočim čez par dni. Ok, prvič, v redu, nikoli mi ni sporočil nazaj, če ima čas, med tem časom je pa delal z drugimi videoposnetke, par dni kasneje, svoje posnetke pa z drugimi spet. Ok, mesec dni kasneje, pustil sem en mesec, nič mi ni odgovoril, spet, slovensko bodalo prijatelj, a imaš čas, narediva en video. Ja, veš, spet sem zaposlen, ne vem, če imam kaj časa, daj ti sporočim spet za vikend. Drugič, nič ni sporočil nikoli v življenju nazaj, če ima časa. Nič, nikoli mi ni nazaj se, da bi vsaj rekel, no, Alex, nimam časa, nič, nikoli. Ok, sem pustil spet en mesec, še tretjič. Ampak zdaj sem pa rekel, pizda imam dobre ideje, vem, da bojo imeli veliko gledov, oba sva v hajpu, slovensko bodalo. In mu napišem, lej, to pa to narediva, lahko narediva za moj kanal in za tvoj, ne samo da je za moj kanal video, pa bo ta oba dva kanala imela oglede. O, super ideje, ampak bom videl, če imam čas. Zaposlen sem, že tretjič, zaposlen sem, bom videl, če imam čas. Ena od idej, katero sem mu napisal na Instagramu, spet bi lahko dokazal, spet bi vam lahko dokazal, pa pokazal privat pogovor med mano in njim, ampak ne bom. Ne bom, ker to ni drama, kaj bom jaz kazal privat pogovore. Prva ideja, ki sem mu je napisal, kaj da narediva, slovenske youtuberke, streamerke, karkoli, kaj sem mu že napisal, influencerke, popularne, in ti boš delal smash or pass, ok? Dobar, ti boš govoril, a bi jih smešil, ali bi jih pesal, in to bo vsem v Sloveniji zanimivo, ker noben v tistem času noben tega ne dela. In še sam je pohvalil idejo. Odgovor je bil, pa veš, zaposlen sem, nimam časa, ti bom spet sporočil, že tretjič ti bom sporočil. Glej ga zlomka, par dni po tistem pogovoru, pa je prišel video. Slovensko bodalo, Marko Žerjav, smash or
S. Je. In ko smo mi viseli v Discordu, se je on meni skozi v Discordu pritoževal, no Talek, zakaj z mano noče noben snemat videoposnetkov, katerega koli vprašam. No Taleks, zakaj mene noben YouTuber ne mara? Bro, umir se, čili, kaj te briga, kdo te ne mara? Ne marajo te, ker so ljubosumni, prišel si hitro do 3-4 tisoč naročnikov. Eden najbolj zanimivih YouTuberjev v Sloveniji, ko gledam njegove videoposnetke, velikih je smešnih, tisti, ki niso po mojem okusu, jih ne gledam, ampak ima karakter za YouTube, je smešen, je zabaven in je ustvarjen karakter in obraz za YouTube. Jaz sem Dani, ne, slovensko budalo, danes smo na Kajinem kanalu, da vam povema resnico, ne. Kakšni luzeri ste vi? Gledalci ga podpirajo, ne podpiram to, da so napadali Kajo Solo v komentarjih, pa jo žalili, ampak ljudje so ga branili in ljudi, ki ga branijo, ki ga imajo radi, ki ga podpirajo, ki stopijo na njegovo stran, pokliče luzeri. Ko je on meni na Discordu jokal, da ga noben ne mara in da nikoli noben noče snemati videoposnetkov z njim, sem jaz rekel, prijatelj, bom jaz kontaktiral kakšnega YouTuberja, streamerja za tebe, da naredi videoposnetek s tabo. In sem v tistem času kontaktiral Tršana, ker sva se tudi v tistih časih s Tršanom pogovarjala. Jaz sem bil s Tršanom celo življenje v redu. Odkar so se začela followati na Instagramu, kdaj pa kdaj se pogovarjava, zajbavava, se smejeva, si dajeva komplimente, komentirava, ono slikce, nikoli v življenju, tako da. In sem ga kontaktiral, bro, Tršan, tule imam enega YouTuberja, slovensko budalo, ki bi rad video s tabo posnel, ampak se boji, da ne boš hotel z njim, da ga ne mara, ker se boji, da ga YouTuberi ne marajo, dej naredi en video z njim, dej bi naredil en video z njim. Ja, komot, ni problema. Super, sem rekel, budalo, evo ga, sem ga vprašal, rekel je, ni problema, smo zrihtali, kontaktiri ga na privatu, si pa zmožen ga vsaj sam kontaktirati, sta se kontaktirala in sta posnela 2 videoposnetka. Sem mu rekel na Discordu, takrat, ko mi je rekel, da ga noben ne mara, prijatelj, ne skrb, ljubosumni so, vzel te bom pod sebe, pomagal ti bom in verjam, še danes se spomnim, ko sem mu rekel ta stavek, vem, da se bo spomnil, sem mu rekel, prijatelj, ne skrb, čez 2 leti boš med največjimi slovenskimi YouTuberji. Takoj sem tekel, da mu pomagam, zato ker sem ga imel za mlajšega brata, viseli smo po 4 ure na Discordu, zrastel mi je k srcu kot mlajši brat, ja, a veš, če se nekom po 5, 4, 5, v cele dneve pogovarjaš po Discordih, Instagramih, logično, da ti zraste k srcu. Kadarkoli je hotel videoposnetek, ni problema, kadarkoli je hotel to pomoč, ni problema, a lahko to, ni problema. Gremo dalje, ko je videl, da imam sponzorje SteelSeries in da dobivam vse tipkovnice, miške, zastojn, je tudi on hotel to imeti. No, Taleks, a lahko še jaz kontaktiram SteelSeries, ker bi jaz tudi imel rad? Kontaktirih, bro, evo ti Instagram, kontaktirih, jih je kontaktiral, so ga zavrnili. Zakaj? Zato, ker ni bil gamer, snemal je videoposnetke, ki sploh nimajo povezave z igrcami, sploh ni snemal igrc. Aleks, zakaj so mene zavrnili? Fak, stari moj, kaj da naredim, nikoli me noben sponzor ne bo hotel. Chill, bro, bom ti jaz zrihtal. Sem kontaktiral sponzorja, tistega glavnega, ki je to vodil v Sloveniji. Spet sem rekel, chill, bro, spet ti bom jaz vse zrihtal. Kaj, a boš res, what the fuck, kako boš tu? Sem kontaktiral sponzorja. Imam kle enega mladega YouTuberja, v 2 letih bo največji slovenski YouTuber v Sloveniji. Rad bi imel sponzorja, rad bi vas imel. Aleks, ne moramo. Aleks, ne moramo. In največji razlog je, da ne snema igrc, gaming. Potem nimamo tudi mi koristi od njega, če on ne snema igrc. Prosim, dajem svojo besedo, da se bo spremenil, rekel mu bom, da od zdaj naprej zmeri pas, kaj bo govoril v videoposnetkih, da ne bo kontroverzen, čeprav to prinaša oglede, in obljubam, tudi rekel mu bom, začel bo gaming videoposnetke delati Fortnite in druge igrce. A mu lahko potem date šanso?
V redu, not Alex, ni problema. Naj ti bo. Sem se vrnil k Slovenski budali, poslušaj, tako pa tako je, brat. Začel boš tudi snemati videoposnetke v zvezi igrcami, okej? Bro, kaj imaš od tega, če posnameš 2-3 videoposnetka z igrcami? Plus, neko boš biti, plus pazil boš, kaj zdaj govoriš o videoposnetkih, zato ker da bojo sponzorji gledali, da si bolj to. Okej, ni problema. Takrat se mi je zahvalil. Evo ga, to je ta slika. Vsi pogrešamo tega fanta, vsi pogrešamo tega fanta, vsi. Verjamte, da ga vsi pogrešajo. Ta je bil iskren, srčen fant in ne ta slovensko budalo, ki je zdaj ratu. Ampak tale fant, ki smo ga tukaj, ki smo ga imeli za mlajšega brata, jaz, Lowfist, Borka, mi smo bili ekipca velikrat po Discordih z njim, svetoval vse, sem dokazal, da sem bil zelo dober prijatelj do njega in zopet mu pomagal, karkoli je hotel. On prav, da cen mene, jaz pravim, da on mene ne cen, ker če bi on mene cenil, me ne bi pluvil na live streamu. Da sem si počisto vest, da enkrat za vselej lahko rečem, da mi ni bil prijatelj in da lahko grem s to zadevo mirno naprej in da še enkrat, še 100-tič ponavljam, ni drama, ni kreganje, še vedno mi je ta mal pri srcu, še vedno mi je pri srcu, še vedno mu želim največ sreče v življenju, milijon sponzorjev, milijon evrov, še vedno mu želim, da bo največji youtuber v Sloveniji, da bo še 500-krat bolj popularen v Sloveniji, ampak samo da ti povem, da si me kot prijatelja razočaral, zarinil velikrat nož v hrbet in da me nisi cenil tako, kot bi me mogel ceniti in da si me pač razočaral in jaz te stvari ful resno vzemam, ker prijateljstva ful cenam in to je to. Lahko se mi unsubscribate, da mi počiste YouTube kanal, da itak ljudje, ker ljudje itak pridete samo, kaj je kreganje. Ljudje pridete samo, kaj je kreganje, samo, kaj se ljudje kregajo med sabo. Samo takrat pridete, ka pa ljudje delamo pozitivne stvari, pa najboljše stvari v življenju, pa ne pridete, pa napišete svaka čast, bravo, pa pohvalo. Ka streameri delajo, ka zbirajo denar, takrat ne bi prišli reči svaka čast, takrat ne bi si vzeli 1 minuto časa, da bi pohvalili ljudi, ka delajo dobre stvari. Ne govorim za mene, govorim za vse ostale. Takrat si ne bi vzeli časa, ka se pa folk krega, stari moji, iz WC-ja, ka serijete, bi tekali nagi, da gledate, kako se folk med sabo krega, pobija, ponižuje, stari moj. Takrat bi pa v lifeu takoj stekal bi. In to je to. Še enkrat pravim, vso srečo, Dani, prijatelj moj, še vedno te imam rad, še vedno ne bom pozabil spominov. Pa upam, da enega dne se bom zbudil za eno besedo. Bro, oprosti, zmotil sem se, oprosti. Lepo se imejte, not Alex vas ima rad in vidimo se ga v naslednjem videoposnetku. Čau, čau.